Spor med sosedi doseže usodno prelomnico. Tam je imel dolgo palico, tik ob vratih in poskušal me je udariti s to palico. V redu. Tako sem imel pištolo v roki in sem ga ustrelil. In če ste mislili, da je temu osumljencu žal, detektivom pove, da je žrtev dobila, kar si je zaslužila. Torej misliš, da si nasilneži to zaslužijo? Ali to želiš povedati? V redu. To je znotraj zločina, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeta Miller. Dva soseda sta se prepirala že mesece, zadnja kaplja pa je bila glasna glasba gospoda Rogersa. 28. januar 2025. Smo v Clarkstonu, Washington, mestu na meji med Washingtonom in Idahom. Tik pred 9. uro zvečer tiste noči policisti policijske uprave Clarkston prejmejo klic na številko 911 od moškega, ki pravi, da je pravkar ustrelil in ubil svojega soseda. Morate sprejeti klic? Ja. V redu, naredite mi uslugo. Počasi pojdite ven na gramoz in nato pridite do tega človeka tukaj. Je on v vašem stanovanju ali v njegovem stanovanju? To je njegovo stanovanje. Poročilo o incidentu je kot klicatelja navedlo 76-letnega Davida Boyda. Takoj so mu nadeli lisice. V redu. Zakaj je lec vzel moj telefon? Ja, počakaj trenutek. Daj roke za hrbet takoj. Dobil boš lisice. Je to res? Vzemi številko 4. Hej, Sarče, boš ostal z Nestorjem in tega gospoda odpeljal do svojega avta, ga preiskal, ga poučil o njegovih pravicah, vse to? Tisto niso, on bo poskrbel zate pri avtu. Policisti vstopijo v hišo. Tam so odkrili truplo 53-letnega Cheda Van Scotterja. V poročilu o incidentu policije Clarkston piše, da je David obvestil dežurno službo, da ga je ustrelil enkrat v prsi in enkrat v glavo, ter da mu ni več pomoči. Nadalje piše, da so bila vrata Chadovega stanovanja odprta. Policist je povedal: "Videla sem, da ima strelne rane v prsih in krvav obraz." Vsakič, ko stisne zapestje, mu kri priteče iz ust. Oprosti. Redo. Nekdo mora. Mi moramo. Zavaruj obete, stari brat. Torej, če ostaneš tam, bom jaz ostal tukaj. Eden od 6 reševalcev lahko vstopi. Tudi noter je pod njegovim interesom kamera. Stopi korak nazaj. Začel bom slikati. Oprosti. David naj bi policistom po streljanju povedal, da se je vrnil v svoje stanovanje, odložil pištolo in počakal, da pride policija. Kar zadeva razlog, zakaj naj bi prijel za pištolo, da bi se soočil s sosedom, pravi, da je napetost med njima dosegla točko brez vrnitve. In te so dvojno zaklenjene, zato se ne zategnejo. Ne, samo usedite se tja noter, prav? Lejte, star sem 76 let. Prav. Počakajte, preden karkoli rečete. V redu, prebral vam bom nekaj. Prav? V redu. Torej, v tem trenutku imate pravico molčati. Vse, kar boste povedali, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Imate pravico govoriti z odvetnikom in ga imeti prisotnega med zaslišanjem. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam bo eden dodeljen, če to želite, še preden vas zaslišijo. Kadarkoli se lahko odločite, da boste uveljavili te pravice, ne boste odgovarjali na vprašanja ali dajali izjav. Ali razumete pravice, ki sem vam jih razložil? V redu. Ob upoštevanju teh pravic, ali ste pripravljeni odgovoriti na nekaj mojih vprašanj? Seveda. V redu. Mi lahko opišete, kaj se je nocoj zgodilo? No, v bistvu Chad misli, da sem rekel nekaj žaljivega o njem. V redu. Kdo je Chad zate? Chad, on je samo moj sosed. V redu. Sploh ne poznam njegovega priimka.
In ko sem se prvič vselil tja, je bil do mene kar prijazen. Prišel bi ven, sedel in kadil travo pred hišo. V redu. Bi prišel in se pogovarjal z mano, ko sem sedel pred hišo. In nakazal je, da želi, da sem njegov šofer in ga vozim naokoli ter opravljam zadin. V redu. In rekel sem, nimam denarja za gorivo, da bi te vozil naokoli ali kaj podobnega. In tako, po nekaj tednih je kar naenkrat nehal prihajati ven in je ves čas ostal v svoji hiši. In nekaj delavcev je delalo tukaj spodaj v tem prvem stanovanju. Išel sem dol in se pogovarjal z njim. In eden od njih me je vprašal, ali me čad moti. In rekel sem ne. Rekel sem, občasno ga slišim, ko zapira vrata omaric v svoji kuhinji, sicer pa me ni nič motil. In iz nekega razloga so mu povedali, da sem rekel, da loputa z vrati omaric in mi ne pusti spati. V redu, kaj se je zgodilo nocoj? Iz nekega razloga je dal radio v svojo kuhinjo. V redu. In ga je imel na glas. In zaradi tega radia, ki ga je imel na glas, nisem mogel niti slišati televizije. V redu. In pa sem šel vse izklopil in šel ležati na svojo posteljo. In še vedno nisem mogel spati, ker sem slišal, kako je radio glasno igral v moji dnevni sobi. V redu. In potem, okoli 8 ure ali nekaj takega, sem vstal, da grem na stranišče. In šel sem tja in on je vzel radio iz tistega prostora in ga postavil v spalnico. In ga je imel na glas. Še zdaj je na glas. V redu. In preprosto nisem mogel več. Preprosto ne morem spati. Plačujem $850 na mesec za tisto stanovanje in ne morem spati. Ne morem ničesar narediti tam zaradi njega. Jaz sem kot majhna miška, ki se tam plazi naokrog, tiho zapiram vrata, da ga ne bi razdražil. In tako sem šel tja in potrkal na vrata, on pa je prišel do vrat s palico in me je poskušal udariti s palico. Hej, Kaj je? imel je dolgo palico tam pri vratih in me je poskušal udariti s to palico. V redu. Tako sem imel pištolo v roki in sem ga ustrelil. Lahko to ponovite še enkrat? Torej ste imeli pištolo v roki? Ja, V redu. Zakaj ste imeli pištolo v roki? ker se ga bojim. V redu. Zaradi dogodka, ki se je zgodil prej, ko je rekel, da vas je udaril. V redu. Ali vam je nocoj kaj naredil fizično? In udaril me je s palico. Vas je udaril s palico? Ja. V redu. Kje vas je udaril s palico? V obraz. In ni pustil nobene sledi ali kaj podobnega. Poskušal me je močno udariti, ampak ni mogel, ker so bila vrata v napoto. V redu. Torej ste šli tja, da bi se z njim soočili zaradi glasnega hrupa zgoraj. Da bi ga prosil, naj utiša glasbo. Po poročilu o incidentu so policisti opazili rjavo palico za hojo, ki je ležala poleg Chadovega telesa. Po Davidovem mnenju je bil njegov namen, da Chad utiša glasbo. Edini razlog, zakaj trdi, da je ustrelil, je ta, da ga je Chad domnevno udaril s palico. A to še vedno odpira vprašanje, zakaj bi David sploh prinesel pištolo, da bi se soočil s Chadom zaradi glasne glasbe. Odpre vrata Da, in ima palico v roki. Kaj pa, si mu lahko kaj povedal? ne, kar takoj me je začel udarjati s palico. In kje bi rekel, da te je udaril? Na strani glave, mislim, Desna stran ali leva stran? nekako na levi strani pri ušesu. V redu. In kolikokrat vas je udaril? Nekajkrat. Nekajkrat. Torej na tisti strani tam,
Močno me je udaril, ker ni imel prostora, da bi zamahnil. V redu. In kaj si potem naredil? Ustrelil sem ga. V redu. Kolikokrat si ga ustrelil? Mislim, da 3-krat. V redu. In spet razlog je bil, ker te je udaril s palico. Ja. Kako velika je ta palica? Debela je približno 2,5 do 4 cm, dolga pa okoli 2 metra. V redu. Prav. Dobro, sam počakajte trenutek, še enkrat, pri sebi nimate ničesar drugega, vse bom vzel iz vaših žepov. David je prepeljan na policijsko postajo na zaslišanje. Razkrije še nekaj več. Naprimer, da se je v Clarkston preselil le leto pred streljanjem. Živel sem v Moskvi 25 let. No, na univerzi sem delal 20 let. In Parkston je preprosto povsem drugačno okolje kot Moskva. Torej, David in Chad se v resnici nista poznala tako dolgo. To ni bil nek spor med sosedi, ki bi trajal leta in leta in leta. Zakaj torej David preprosto ni poklical policije in prijavil hrupa? Še vedno nisem mogel spati, ker sem slišal tisto glasbo, tudi ko so bila vrata zaprta. To sem slišal. Mislim, da je bil radio. Imel je, ne vem, kaj je predvajal, bilo je... Poglejmo, imel je tisto oddajo, kaj je že to, kjer so imeli tipa z železniško progo. In to je bila otroška oddaja, gospod. Rogers. Gospod Rogers. To je imela prižgano. V redu. In seveda, veste, zvok se je prenašal skozi in nisem mogel spati. Nekako sem izgubil živce. Samo sem si rekel, kaj naj naredim. Poklical sem upravljavsko podjetje in govoril z dekletom tam in rekla je, da ga bo poklicala. In ko ga je poklicala, je še bolj navil glasbo oziroma zvok navil še bolj kot prej. In to je že naredil prej, ko sem moral poklicati policijo. In policija je prišla. In potem, ko so odšli, je navil zvok še glasneje kot prej. V redu. Torej ste nocoj poklicali upravljavsko podjetje. Kdaj mislite, da je bilo to? Okoli 4. In preprosto nisem mogel več zdržati. Oblekel sem se, vzel svojo pištolo in šel tja. Potrkal ali pozvonil na njegova vrata in se niti ni potrudil utišati zvoka, kot to običajno naredi, ko nekdo pozvoni na vrata. In prišel in odprl vrata ter videl, da sem jaz in zagrabil tisto palico, ki jo je imel tam. Tam je bila palica, dolga približno 2 metra, ne vem, verjetno tako debela, in začel je mahati proti meni, me udaril z njo v stran glave. Kaj je govoril? Ne spomnim se. Bilo je nekako nerazločno. In potem je ugotovil, da imam pištolo v roki, se malo umaknil, nato pa spet prišel proti meni. In ko je prišel proti meni, sem ga ustrelil. Mislim, da sem ga ustrelil nekje tukaj in v prsi. In potem mislim, da sem ga drugič ustrelil v predel prsi. In še kar je prihajal proti meni. Zato sem dvignil pištolo in ga ustrelil v glavo. V redu, torej mislite, da je bil prvi strel, ki ste ga sprožili nekje v predelu trebuha? V redu. Ampak imel je tako velik trebuh, da nisem bil prepričan, če bi mu to sploh povzročilo kakšno škodo. Ne vem. In ni krvavel, kot da sem lahko videl malo krvi, ki je tekla ven. Torej si ga prvič ustrelil v predel trebuha in potem,
Kaj si naredil? Mislim, da sem ga drugič ustrelil v predel trebuha ali v prsi. Nisem prepričan. Drugič si ustrelil. In potem je še vedno prihajal proti meni, zato sem dvignil pištolo in ga ustrelil v glavo. V redu. Sodni dokumenti razkrivajo, da je imel David po streljanju druge namene. Ti niso vključevali, da bi se predal. Samo še ena stvar, ki jo imam tukaj. Torej, ko ste nesli pištolo tja in ste ga na koncu ustrelili, šli ste nazaj v svoje stanovanje, odložili pištolo in mi rekli, da ste razmišljali o tem, da bi se ustrelili. Ampak tega niste mogli storiti, ker ste stari 70-60 let in niste želeli preživeti preostanka svojega življenja v zaporu. Ste vedeli v tistem trenutku, da ste naredili nekaj narobe? Mislim, da nisem naredil nič narobe. Misliš, da nisi naredil nič narobe? Ne, V redu. Potem, zakaj si potem, kot je rekel, tip je bil nasilnež, prav. Torej ne misliš, da si naredil kaj narobe, ker je on nasilnež? ja. V redu. In on me je napadel. Ampak zakaj bi rekel, da nisi želel preživeti preostanka svojega življenja v zaporu? Ker sem mislil, da se bo to zgodilo. Zakaj pa to? Kakšne druge možnosti pa so? No, kar želi povedati, je to, da si rekel, da si ga ustrelil, ampak si tudi rekel, da ne misliš, da si naredil kaj narobe. Pa vendar si želel vzeti življenje. Zakaj bi si torej vzel življenje, če nisi naredil nič narobe? Ne vem. To poskušam ugotoviti. Kot sem rekel, sem pod stresom. Samo. To resume. Res razumem, Dave, razumem. In mislim, da celo poveljnik Daniel razume, da si pod stresom in da si na koncu z živci. In zato si zavzel tako ostro stališče. Ali je to res? Da, in zato In to, kar skušam zvedeti od tebe, in to mi lahko poveš samo ti, je naslednje. Praviš, da boš preostanek svojega življenja preživel v zaporu. Ali si verjel, da je bilo to, kar si storil, narobe? Čeprav je nasilnež. Ali kakšna je tvoja razlaga za to? ne vem. Nimam odgovora. Nimaš odgovora na to? Torej misliš, da si nasilneži to zaslužijo? Je to tisto, kar praviš? Približno tako. Redu. In to je pošten odgovor. Cenim to. Cenim tvojo iskrenost glede tega. Samo poskušam ugotoviti, kje si trenutno. Policijsko poročilo navaja, da je bila v dnevni sobi na predalu odprta beležka, poleg nje pa nalivno pero, v kateri je bilo ročno napisano sporočilo. V sporočilu je pisalo: "Ta kreten me je spravil čez rob in ubila ga bom, nato pa še sebe, ne zdržim več." V drugem sporočilu naj bi pisalo: "Če me najdete mrtvega, prosim pokličite prazno na prazno. Hvala, Dave. PS. Samo pustite me oditi, utrujena sem in moje srce je izčrpano. Ne oživljajte me, Dave." Poročilo nadalje navaja: Drugo sporočilo so bila navodila, kako priti v njegovo banko in dvigniti njegov denar po pridobitvi njegovega mrliškega lista. Ustavite vsa samodejna plačila in vzemite, kar potrebujete iz hiše, ter prodajte, kar želite. Ostalo odnesite v dobrodelno organizacijo svetega Vincencija Pavelskega in ga darujte. David Boyd je bil aretiran in obtožen umora prve stopnje. Pridržan je bil brez možnosti varščine. Junija 2026 je priznal krivdo za umor druge stopnje. David Boyd je bil obsojen na 23 let zapora, kar pomeni, da bo ob morebitni izpustitvi iz zapora star 101 leto. Spletni zapisi kažejo, da prestaja kazen v okviru Washingtonskega oddelka za popravne zavode. Hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.